Čeprav so se ob predlogu odloka o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Knjižnica Medvode na seji občinskega sveta občine Medvode oktobra 2008 pojavila številna vprašanja, tudi o tem, ali je smiselno ustanavljati samostojni zavod, če Knjižnica Medvode dobro funkcionira kot sestavni del večjega zavoda, pa se je večina svetnikov vendarle odločila, da si občina Medvode zasluži samostojno Knjižnico Medvode. Bili pa so izpolnjeni tudi vsi zakonski normativi. Na slovesnosti ob 10. obletnici samostojne Knjižnice Medvode 1. aprila 2019 ni bilo izrečenega nobenega dvoma. Skratka, samostojnost je bila prava odločitev. V svojem govoru ob tej priložnosti, torej ob 10. obletnici samostojnosti Knjižnice Medvode, je aktualni župan občine Medvode Nejc Smole poudaril, da so bili v bližnji preteklosti Knjižnice Medvode sprejeti dve dobri vizionarski odločitvi. Pred skoraj 30 leti odločitev za novo zgradbo knjižnice na Sotočju in pred dobrimi 10 leti odločitev za samostojni javni zavod. Poznam, kako je s temi javnimi zavodi, kako je s transformacijami javnih zavodov, kako je pravzaprav postavljati na novo javni zavod, sploh v enem tako normiranem delu, kot so to knjižnice, je bil to velik izziv. Izziv, verjamem, da za vodstvo občine tedanje, predvsem se mi zdi pa, da je bil izziv tudi za zaposlene. Iz enega varnega gnezda predvidljivosti pri nekem, kjer si sicer sam svoj gospodar, ampak odgovarjaš za dobro in slabo, je zagotovo bolj naporna, bolj strma pot. Danes po bitki je res lahko biti general, ampak jaz mislim, da nikomur, ne v tistih takrat, ne v teh, ki so danes, ni žal, da imamo tukaj samostojen zavod. Začetki medvoške knjižnice, takrat še kot ljudske knjižnice Medvode, segajo sicer že takoj v povojna leta. Ustanovilo jo je Delavsko prosvetno društvo Svoboda, delovala pa je v prostorih sedanje občinske stavbe. Leta 1968 so ljudsko knjižnico Medvode priključili k knjižnici Šiška, ki jo je z odločbo ustanovil občinski ljudski odbor Ljubljana Šiška, konec marca leta 1956. Pred četrt stoletja pa se je medvoška enota preselila v nove prostore. Idej, kje in v kakšnem sosedstvu naj bi bila nova, prva namensko grajena knjižnica, je bilo kar nekaj. Na koncu pa je vendarle obveljala sedanja lokacija na Sotočju, na kateri je bila prvotno načrtovana osrednja kemična industrija celotne Slovenije. Da je temu bilo tako, je posebna zasluga doktorja Ivana Vivoda, poslanca v tistih dneh. Glejte, nisem nič domišljal, ampak res najbrž to drži. Jaz sem pač takrat videl, da Medvode je le, takrat smo tudi malo predvidevali, da bo nova občina v Medvodah in da taka občina rabi potem tudi to kulturno infrastrukturo. Prebral sem si potem tudi, da knjižnica deluje na površini 62 kvadratnih metrov. Da to ni nobena knjižnica. Prva sredstva za novo knjižnico so bila pridobljena od prodaje enega izmed izpraznjenih vrtcev in oddaje prostorov. Mi smo spravili 70 milijonov skupaj, predračun je bil pa 1,5 milijona mark takrat. No, mi smo potem knjižnico poskrbeli za 1,2 milijona, smo še 300 000 mark pravzaprav prehranili. Nova knjižnica je vrata odprla 24. junija leta 1993. Ker knjižnica ni samo stavba in ne samo knjige, ampak so ljudje, so knjižničarji, ki radi delajo, ki radi spodbujajo ljubezen do knjige, do branja. In jaz mislim, da je to najbolj pomembno. To so posnetki iz leta 2006, ko je knjižnica Šiška prav v medvoški enoti praznovala svojih 50 let delovanja in ob tej priložnosti izdala zbornik z naslovom Pod Šmarno goro imamo 6 knjižnic. S predstavitvijo vseh enot in zbirko razmišljanj številnih soustvarjalcev in uporabnikov njenih storitev. Ko se je v letu 2008 počasi realiziral sklep Ljubljanskega mestnega sveta, da bodo vse knjižnice s sedežem v mestni občini Ljubljana s svojimi podružnicami, torej tudi knjižnica Šiška s svojimi podružnicami, prešla pod okrilje enega zavoda, Mestne knjižnice Ljubljana, se je takratno medvoško občinsko vodstvo raje odločalo o samostojnem javnem zavodu. Leto pred tem je televizija Medvode za knjižnico Šiška skupaj z režiserjem in scenaristom Petrom Militarovom pripravila predstavitveni film, posnet kje drugje kot ravno v medvoški knjižnici. To je bil film, ki je izhajal iz psihologije otroka,
in ne naročnika. Vendar tukaj je bila tudi ene vrste sreča, pravzaprav, da naročnik, to je knjižnica Šiška, in pač knjižničarke imajo tudi rade otroke in poznajo otroško psiho. Rezultat je bil film. Na njemu prijeten, za njega zabaven, obenem pa, da pri tem dobi tudi informacijo. Čeprav je osnutek odloka o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Knjižnica Medvode na seji občinskega sveta občine Medvode spomladi leta 2008 šel zelo hitro skozi obravnavo, pa so se na oktobrski seji ob obravnavi predloga pojavila številna vprašanja. Tudi o tem, ali je smiselno ustanavljati samostojni zavod, če Knjižnica Medvode dobro funkcionira kot sestavni del večjega zavoda, in seveda vprašanje, koliko več nas bo to stalo. Takratna ocena je bila, da 60 000 evrov. Kljub pomislekom se je večina svetnikov vendarle odločila, da si občina Medvode zasluži samostojno knjižnico, saj so bili izpolnjeni tudi vsi zakonski normativi. Ko ste slišali, da občina Medvode razmišlja o samostojnem javnem zavodu, kakšno je bilo razpoloženje v tej knjižnici? A hočete iskren odgovor? Sama sem bila tukaj pred pultom, ko je vstopila v knjižnico en dan po tisti slavni 15. seji občinskega sveta in prišla do izposojevalnega pulta ta naša ljuba gospa Tatjana Komac in povedala: veste, vi ste pa od danes naprej samostojni. In nas je pustila odprtih ust, ker smo bili ne glede na vse presenečeni in dejansko nismo pričakovali, da bo to tako hitro, čeprav smo slišali, da se o tem pogovarjajo. Potem pa seveda tisti prvi šok, ko je minil, smo se začeli vpraševati, kaj zdaj. Ampak gospa Tatjana Komac je mirno povedala: veste kaj, to ni prav čisto nič težko, kaj pa jamrate. In zdaj po 10 letih bom takole rekla, Tatjana Komaceva je imela kar prav. V smislu tistega stavka, ki ga je zapisal Štefan Cvajk v svoji knjigi, ko je takole, mislim, da bom prav citirala, zapisal: življenje je težko, ampak ko to spoznaš, sploh ne več težko. In zdaj po 10 letih lahko rečem, da sem vesela, da so se tako odločili in vesela, da je nam uspelo, ker knjižnica in Medvode si zaslužimo drug drugega in veseli smo, da se imamo. In mi vsi v knjižnici smo resnično ponosni, da lahko delamo tukaj in delamo s srcem in z veseljem. Na slovesnosti ob 10. obletnici so se zaposlenim med drugim pridružili sedaj že upokojeni knjižničar z najdaljšim stažem Jure Zor, Silva Črnugel, direktorica knjižnice Šiška med letom 1985 in 2001, torej tudi v obdobju, ko je padla odločitev o gradnji nove knjižnice na Sotočju, in vodja medvoške enote do leta 2008 Saša Lajovic. Meta Potočnik, ki je sooblikovala in vodila tokratno slovesnost, je bila prva vršilka dolžnosti novega javnega zavoda Knjižnica Medvode. Sledila ji je Jana Kraševec. Od 1. julija 2018 dalje pa je direktor magister Igor Podbrežnik, ki je svoj specialistični študij zaključil z področja načrtovanja bralne kulture v splošnih knjižnicah in se preusmeril na področje razvoja in načrtovanja kakovosti v njih. Se mi zdi, da tako velike knjižnice, kot je ta naša, namreč medvoška, da so morda bližje uporabnikom. Da se pravzaprav vsi med seboj poznamo. Še celo jaz, ki prihajam iz Kamnika, imam občutek, da zdaj že ogromno ljudi poznam. Sploh pa zaradi tega, ker želim iti ven iz samega prostora, želim iti v širši prostor, med ljudi, iskati nove priložnosti in tudi na tak način. Tako da jaz mislim, to sem že v raznih vprašanjah sem je tako dobil, že večkrat potrdil. Poleg tega pa to sploh ni majhna knjižnica, to je zelo velika knjižnica, predvsem je pa ta knjižnica zelo kakovostna, torej po teh performansih, s katerimi se meri kakovost knjižnice, je v vrhu slovenskih knjižnic. Se mi zdi, da je to pomembno, da občani vejo. In kaj sicer pravi statistika? V 10 letih se je temeljna knjižnična zbirka obogatila za več kot 8000 novih izvodov.
na skupaj torej več kot 88.000 enot najrazličnejšega gradiva. Na več kot 2000 prireditvah se je zvrstilo skupaj skoraj 46.700 obiskovalcev. V čitalnici je več kot 144.000 bralcev prebiralo dnevno časopisje. Spletno stran knjižnice je raziskovalo več kot 453.000 uporabnikov. Zabeleženih je bilo več kot 674.000 potegov s knjižnično izkaznico. V 10 letih se je v njej zvrstilo skoraj 1.900.000 obiskovalcev. Izposodili so si več kot 3.055.000 knjig, revij, CD-jev, DVD-jev, igrač. Vseh transakcij z gradivom pa je bilo skoraj 4.741.000. V uredništvu televizije Medvode si domišljamo, da smo v skoraj 1500 informativnih oddajah in v številnih tematskih oddajah zaobjeli utrip časa in prostora krajev občine Medvode v zadnjih 28 letih. In skoraj da je ni informativne oddaje, v kateri ne bi bil vsaj en prispevek o dogajanju v knjižnici Medvode. Polaganje temeljnega kamna sicer nimamo posnetega, najbrž tega dejanja niti ni bilo, glede na dvome nekaterih, da si tako prostorne in moderne knjižnice niti ne zaslužimo. Posneli pa smo temeljni količek in delovni stroj na platoju maja 1992. leta, par kadrov knjižnice v gradnji jeseni istega leta in nato odprtje junija 1993. Sledi pa kratek pregled dogodkov v zadnjih 10 letih, od leta 2009 do leta 2019, kar je knjižnica Medvode samostojni zavod. In izbor, da dogodek priča o akcijah in dejavnostih knjižnice Medvode ali pa da priča o Medvodah in Medvoščanih, še posebej, če so povezani s pisano besedo. Pregled medvoške ustvarjalnosti je to, ki se je dala na ogled in v presojo v Medvoški knjižnici. Kar 9 let zapored, od leta 2006 pa vse do leta 2015, je Rotary klub Medvode nekje na sredini šolskega leta v knjižnici Medvode podelil priznanja učencem 4 osnovnih šol, ki so najbolj ustrezali posebnim kriterijem. Pomembni so ne le šolski uspeh in znanje, ampak tudi kvalitete, pomembne za dobro socialno življenje. Pomoč sošolcem, krepitev oddelčnega kolektiva s prijateljskim povezovanjem, vsestranska dejavnost na različnih področjih, razgledanost in uspešnost. V bistvu zaradi tega je tudi Rotary organizacija bila ustanovljena, da si pomagamo, da širimo prijateljstvo, ljubezen in dobro med ljudmi. Izbor naredijo sošolci sami. Med drugim so tega leta izbrali tudi Anjo Kos. Kaj se ti je najbolj dopadlo? Kateri del tiste obrazložitve? Mislim, da vseeno, da je lepo, da te nekdo, mislim, da te vidi, da si kar mogoče toliko lagaš, da je mogoče to nekdo opazil vse. In ja, lepo se mi zdi, no, da strani drugih, da me vidijo tako, res. Posnetki so torej iz leta 2009, ko so nagrajenci priznanje prejeli iz rok Medvoščana, doktorja Igorja Lukšiča, člana Rotary kluba Medvode in takrat aktualnega šolskega ministra. Drugačna merila pa veljajo za županov sprejem najučencev ob koncu šolskega leta, ki se v knjižnici Medvode odvija z redkimi izjemami že vse od leta 2001. Merila so se skozi leta spreminjala, vedno pa šteje šolski uspeh in pridobljena priznanja na različnih državnih tekmovanjih. Posnetki so iz leta 2009, ko je bilo takih učencev kar 45, med njimi tudi Mateja Čarman, ki je poleg odličnega uspeha v celotnem času šolanja v tem šolskem letu prejela še zlato Vegovo in zlato Proteusovo priznanje. Ja, malo smo v šoli vadili, malo sem tudi doma. Drugače pa gre. Kaj je bilo najtežje? Biti vsa ta leta odličen ali doseči take uspehe na teh 2 tekmovanjih? Bolj bilo na tekmovanjih težje. Knjižnica je v vseh teh letih postala in ostala eno od najpomembnejših razstavišč, ne le v mestu Medvode, ampak za celotno občino. Razstavni prostor za slikarje, kiparje, fotografe in druge razstavljavce. Leta 2009 na primer tudi za razstavo o biotski raznovrstnosti hraš. Razstava fotografije nosila naslov Skrivno življenje hraškega mokrišča.
ki je eno najpomembnejših ornitoloških lokacij v vsej državi. Tukaj so se pač našle oziroma živijo izjemno redke, med drugim tudi izjemno redke in ogrožene živalske vrste. Odprtja razstave sta se udeležila takratni minister za okolje in prostor Karel Erjavec in evropski poslanec Jelko Kacin. Predvsem v drugi polovici 90. let so v knjižnici s svojimi deli gostovali številni politiki, med drugim Milan Zver, Ciril Ribičič, Zmago Jelinčič, Tone Pršak, Slavko Gaber, Jaša Zlobec in tudi Janez Janša. 80 let delovanja so tega leta preko fotografij v Medvoški knjižnici predstavili tudi medvoški godbeniki. Fotografije so bile zbrane iz različnih domačih zbirk, največ pa jih je bilo iz godbenega arhiva, vse od ustanovitve pa do povsem novih iz aktualne praznične sezone. Knjižnica na Sotočju ni prostor, kjer bi se zgolj skladiščile in izposojale knjige. Naša kamera je zabeležila nešteto primerov, ko so se knjige predstavile in seveda z njim tudi njihovi avtorji. Leta 2009 se je predstavila pravljica Povodni mož, prvenec Nadje Pupis iz Pirnič. Povodnemu možu, ki živi v bližini Sotočja, Sore in Save, je včasih tudi dolg čas. In takrat se je ozrl proti tisti čudoviti, lepi, okrogli hiški, ki je zraven njegovega domovanja in začel opazovati, zakaj otroci tako radi zahajajo tja. Prvenec Nadje Pupis, ki ima sicer dolgoletne založniške izkušnje, je ilustrirala Katarina Goles. Uživam v tem, da jih napišem in seveda potem poskušam poiskati tistega ilustratorja, ki mislim, da bo to pravljica, da mu tudi njemu najbolj leži. Na literarnem večeru je o pomenu pravljic v ljudskem izročilu spregovorila tudi Dušica Kunaver, pogosta gostja v Medvoški knjižnici. Prav knjigo Nadje Pupis so kot darilo poleg igrice dobili vrtičkarji, ki so se tega leta, posnetki so iz leta 2010, zbrali na zaključni prireditvi akcije Medvodko bere. Skupna akcija Knjižnice Medvode in Vrtca Medvode. Vse od septembra do marca vrtičkarji pridno berejo, čeprav še ne znajo brati. Ja, to je zelo zanimivo, ampak da se brati tudi, če ne znaš brati. Če imaš prijazne starše in stare starše, se vse da, ne? Knjigice se preberejo in potem otroci povejo zgodbo, ki so jo prebrali v vrtcu in se da. Namen akcije je spodbujati najmlajše k skupnostnem branju in k bogatenju njihovega besednega zaklada. Branje slikanice za najmlajšega ni samo branje, to je stik z odraslim, ne? Tega si pa otroci vedno želijo. Ker je mladih bralcev vsako leto preveč, zaključna akcija ne poteka v knjižnici, ampak v Hramu kulture v Pirničah. To pa so posnetki z literarnega večera iz leta 2010 ob spoznavanju dela z naslovom Crux ansanta, prvenca medvoškega pisatelja Gregorja Rozmana. Gre za 24 kratkih zapisov, ki se vsi po vrsti sučejo okrog nikoli živetega odnosa med moškim in žensko. Mentorstvo in natisk knjižnega prvenca in kot honorar še 100 izvodov lastne knjige je bila njegova nagrada za naslov Uršljan 2008, torej za uspeh na festivalu mlade literature Urška, ki poteka pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in v organizaciji literarne revije Mentor, katere urednica je Dragica Breskvar, ki je ob tej priložnosti vodila pogovor z Rozmanom. Je prikazal pravzaprav, bi rekla, sedanje, današnje življenje, možnost, pravzaprav predvsem nemožnost odnosa moški-ženska, vseh teh izpraznjenih odnosov in tako, ko se moški poskuša z erotičnimi zgodami, z erotičnimi fantazijami in tako na en način v bistvu se hoče, kako bi rekla, preživeti ta čas, pravzaprav pa ves čas išče neko idealno ljubezen. Literarni večer je sooblikoval tudi pisatelj in pesnik Kobrovski, ki je tokrat na klavirju spremljal Nejca Smoleta ob prebiranju Rozmanovih črtic. Sklep: Rozi je novodobni Zoro, ki se skriva za masko, ampak pravzaprav skozi te zgodbe on kar kliče potem, da ga nekako razvozlamo. Junija leta 2010 so v knjižnici Medvode praznovali tudi prvo obletnico samostojnega delovanja. Ugotavljali so, da so začetniške težave dobro prebrodili in nadgradili svojo vlogo izposojevalcev in informatorjev.
Potem smo morali pa kar naenkrat postati od delavcev v upravi, delavci v nabavni službi, v strokovni obdelovalni službi in še marsikaj drugega. Skratka, veliko novega in spoznanje, da so na pravi poti. Prvo obletnico samostojnosti so medvoški knjižničarji praznovali skupaj s pirniškimi kulturniki in z vokalno skupino sester Trobec Žagar. Ena izmed njih, Tamara Avsenik, živi v Zbiljah. Najbrž se ne bi zmotili z ugotovitvijo, da je največkrat doslej svoje fotografije v knjižnici Medvode na ogled postavil fotograf Bore Primožič. Sprva samostojno, potem pa največkrat kot mentor fotosekcije Kuda Fofite. To so posnetki iz leta 2010, ko nam je po 13 letih od prve razstave v tem prostoru, takrat nam je postavil zrcalo s fotografijami naših divjih odlagališč, na ogled postavil nadaljevanje, tokrat 20 miniatur z naslovom Ko snežinke obmirujejo in tu sem doma. In že malo priznavam, da sem tukaj doma, mi ni več naroden, ne? Zato sem to razstavo naredil. Fotografiral sem pa v glavnem bolj detajle, pa to, da se vidi, da je lepo že v Medvodah. Ne? Eden ljubših krajev za lovljenje motivov pa prav Sotočje. Tukaj se da preživeti kar cel dan. Od tu je doma tudi dr. Branislava Sušnik, Medvoščanka, bolj kot v Sloveniji znana in priznana v Paragvaju, kjer so njeno podobo natisnili na znamko in po njej poimenovali tudi ulico v glavnem mestu. Ob 90-letnici njenega rojstva leta 2010 so vnuku postavili razstavo in jo pripeljali tudi v knjižnico Medvode. Meni osebno se zdi pa tudi zelo lepo, da se je v bistvu po vseh teh letih zamolčanosti lahko vrnila v svoj rojstni kraj. Branislava Sušnik je pri 17 letih diplomirala, pri 22 doktorirala. Za njeno veliko slo po znanju je bila vojna in povojna Jugoslavija premajhna. Zaznamoval pa jo je tudi očetov umor. Življenjska pot ali usoda jo je zanesla v Paragvaj. Tematika njenih strokovnih del se nanaša predvsem na etnološke raziskave avtohtonih ljudstev v Južni Ameriki, predvsem indijanskih plemen. Leto 2010 pa so v Medvoški knjižnici zaključili še z enim spoznanjem, s predstavitvijo prve izvirne slovenske slikanice z naslovom Kdo si dedek Mraz? Po besedah avtorja domačina Stena Vilarja odgovor najdemo v slikanici in je zelo preprost. V bistvu se skriva v vseh nas, le prisluhniti si je treba. Je predvsem dober človek, nekdo, ki daje zgled drugim in krepi vrednote, kot so ljubezen, spoštovanje in mir. Ko hodim tudi sam s tem likom po Sloveniji vsako leto, me kar malo boli glava, kajti otroci mešajo vse tri dobre može. In marsikdaj sem slišal tudi to od staršev, da ni važno, kdo je, važno, da prinese. Jaz se pa s tem ne strinjam in tudi protestiram s to kulturno slikanico, s tem mojim sporočilom vsem tistim, ki ne vedo, kaj to je, da si preberejo in da pravzaprav postavimo slovenskemu dedku Mrazu mesto v Sloveniji. In kdo je slovenski dedek Mraz? Izhaja iz ljudskega izročila in leta 1952 sta ga ustvarila slovenski slikar Maksim Gaspari in pesnik, pisatelj ter skladatelj Janez Bitenc, ki je zadnja leta življenja preživel v Perničah. Včasih je prireditveni prostor knjižnice Medvode najbolj primeren prostor za predstavitve, tudi ostalih. Tudi glasbena šola Franca Šturma je bila večkrat med njimi, pa organizatorji jesenskih serenad. Tokratni posnetki pa so iz leta 2011, ko se je s 3 avtorskimi pesmimi v klasičnem stilu prvič predstavila flavtistka Anja Burnik, ob klavirski spremljavi Ksenije Pirc. Obe takrat tudi učiteljici v Medvoški glasbeni šoli. S Ksenijo sva se krasno ujeli, tako da sem rekla, pa Ksenija, dajva poskusiti midve še kakšno mojo skladbo skupaj narediti. In potem je najprej nastala Lastovka. Ob eni od skladb jo je spremljal tudi violinist Valerij Melnikov. Celotno dogajanje pa je spremljala tudi razstava koroškega slikarja socialne tematike Janeza Repnika. Knjižnica Medvode je prostor medgeneracijskega sodelovanja in ustvarjanja. Vse od leta 2011 dalje, iz tega leta so tudi posnetki, udeleženci počitniškega varstva, ki se odvija pod okriljem javnega zavoda Sotočje, vsaj en dan preživijo tudi v knjižnici. Tukaj zdaj delamo take počitniške knjigice,
malo ustvarjamo. In tudi knjižnica sama v počitniških mesecih vedno poskrbi za preganjanje dopoldanskega dolgčasa. To so posnetki iz leta 2012 predavanja o kompleksnem povezovanju z vesoljem, ki omogoča vsestransko zdravljenje na fizični, duhovni, mentalni in čustveni ravni. Nekoliko nenavadno obliko zdravljenja je obiskovalcem knjižnice predstavil verificirani izvajalec terapije Janez Aljančič. Naloga izvajalca te edinstvene oblike zdravljenja je zgolj odpreti vrata, klienta pa ne sme biti strah, da skozi te vrata vstopi. V praksi je preprosto. Klient pride na terapijo, se uleže na hrbet, na masažno mizo in zapre oči. Izvajalec ponovne povezave okrog njega se samo na nek način igra s tem spektrom energije, svetlobe in informacij, je v bistvu na nek način katalizator, ni zdravilec, ne zdravi nobene specifične zdravstvene težave, ampak nekako vrača človeka v popolno ravnovesje s tem, da odpre vrata temu spektru energije, svetlobe in informacij, vse ostalo se zgodi, kot rečejo, med univerzumom in prejemnikom. V tem letu, torej leta 2012, so v knjižnici Medvode kar 5-krat gostili slovensko pesnico, pisateljico in strokovnjakinjo na področju psihologije Alenko Rebula. Glavna tema pa medsebojni odnosi. Kako zelo pomembno je to, pogovarjati se, iskati poti drug do drugega, pravzaprav kaže tudi obisk na teh srečanjih, ki je vedno velik, bogat in nas vedno znova preseneti, odkot vse ljudje prihajajo v našo knjižnico. Predavateljičino glavno sporočilo pa pomen drugega v našem življenju. Ker samo v izmenjavi z drugimi zaživi naša lastna vitalnost in ustvarjalnost. In žal smo družba, ki nas omejuje pri vsem tem, zato ker vsak človek se zapira in misli, da bi se moral predvsem uveljavljati in se drugih boji ali pa z njimi tekmuje. V svojih delih pa še posebej nagovarja žensko dušo. Duše vseh nas pa je od nekdaj znal nagovarjati prekmurski pesnik, pisatelj, scenarist in dramaturg Feri Lainšček. To pa so posnetki iz prvega od knjižnih večerov v sezoni 2012-2013. Šlo je za preplet Lainščkovih pesmi iz zbirke Ne bodi kot drugi, po kateri je večer tudi dobil ime. Pesmi iz zbirke, pesmi za ženski glas in zvonove, ter nekaterih takrat novejših njegovih pesmi, preplet z videoprojekcijami in zvoki brenkal. Sam je prebral le 2 pesmi, saj jih, kot pravi, vedno bolje interpretirajo drugi. En sam vers, ki mi je najbolj ljub iz moje poezije, recimo je pa tale Sanje so večne. Številne znane in priznane pesnike in pisatelje so še gostili v Medvoški knjižnici v zadnjih letih. Nežo Maurer, Svetlano Makarovič, Mileno Miklavčič, Andreja Rozmana Rozo in številne druge. Poišči me, pesem moja, je bil naslov večera v spomin pokojnemu skladatelju Janezu Tometu, decembra 2012, ob 10. obletnici njegove smrti in mesecu, ko bi sicer praznoval 70 let. Njegovi sorodnici Polona Kopač-Trontelj in Ima Gortner sta iz njegove bogate glasbene zapuščine izbrali venček pesmi za svoji pevski zasedbi. Sorške Kresnice in Združen otroški pevski zbor osnovne šole Pirniče in Smlednik. Slišali smo pesmi, ki so jih nekdaj prepevali šolski pevski zbori. Pa seveda ta njegov šlager Materi, Toplo je sonce, ki je kar znano v medvoškem koncu. Skladatelj Janez Tome se je v svojem življenju dotaknil mnogih src, saj je med drugim kar 30 let poučeval glasbeno vzgojo in vodil šolske zbore na osnovni šoli Preska. Simon je doma učil klavir, je imel dosti mladine okrog sebe in pač vidim ga tudi, kako sedi za klavirjem in igra in igra in igra. Sorške Kresnice so izdale 2 zgoščenki s Tometovimi skladbami. Na zgoščenki Šelestenje sanje 22 pesmi, ki so razdeljene na 2 tematska dela. Pesmi, ki jih prevevajo upanje in optimizem z naslovom Kjer gnezdijo sanje, in pesmi, ki izražajo skladateljevo žalost ob težkih trenutkih z naslovom In odletajo proč. Na zgoščenki Šelestenje otroških sanj pa je 30 njegovih skladb za otroke o živalih, naravi in o otrokih.
Nepozabljeno, Otrok med nacizmom je delo avtorja, Slovenca iz avstrijske Koroške, Franca Kukovice, aktivnega borca za uveljavljanje pravic slovenske manjšine. Z njim se je v Medvoški knjižnici leta 2012 pogovarjal Medvoščan, med drugim tudi nekdanji ravnatelj osnovne šole Preska Anton Avsec. Kukovica z Avscem sta se srečala prvič leta 1948 na učiteljišču, je sicer avtor ali soavtor več kot 20 učbenikov in priročnikov z področja manjšinskega šolstva. Da je to daleč presegalo, bi rekel, tisto normalno delo učitelja v šoli. In temu sem ponosen, da sem imel takega sošolca. Eden izmed spominov Franca Kukovice na otroštvo med vojno na avstrijskem Koroškem je tudi ta, da ga je profesor spodil iz razreda, ker so doma govorili slovensko. Zato se je tudi zaklel, da torej politiko ne bom nikoli nosil v razred, drugače se bom pa že uvrstil med tiste, ki so politični. Prav knjižnica Medvode je bila v začetku leta 2013 prva v nizu, kjer je prav takrat izvoljena varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer skupaj z založbo Miš predstavila svojo novo knjigo Živi in pusti živeti. To je njena 9. knjiga, ki je bila izdana ob 9. obletnici ustanovitve dobrodelnega društva za pomoč žrtvam nasilja Beli obroč. Velik dosežek je tudi to, da so ljudje začeli govoriti. Ko sem napisala knjigo Naše deklice z žigalicami, sem na terenu, ko sem jo predstavljala, naletela na ljudi, ki so molčali. In šele po tej knjigi sem začela dobivati ogromno pošte, recimo v lanskem letu 7000 pisem. Knjiga Živi in pusti živeti vsebuje 33 kolumn, ki so izhajale na spletnem pravno-informacijskem portalu. V njih se dotika perečih težav naše družbe, obenem pa razmišlja o vrednotah našega življenja. Teme, s katerimi se bo ukvarjala tudi kot varuhinja človekovih pravic. Diskriminacija ljudi, revščina, nasilje, boj za enakost, enakopravnost, živeti za lepši jutri. Skratka, veliko pravic in dolžnosti ljudi, ki nas spremljajo vsak dan. Z vsakim prodanim izvodom knjige Živi in pusti živeti je kupec prispeval po 1 evro belemu obroču Slovenije. Pobudi se je pridružila tudi založba Miš, ki jo je zastopala Medvoščanka Irena Svolšak Miš. Knjižni večeri v Medvoški knjižnici potekajo vse od konca novembra leta 2010, vsak 3. četrtek v mesecu, razen poleti. Tilka Jamnik, promotorka branja, vedno pripravi zanimiv izbor knjig na posamezno temo in včasih povabi tudi kakšnega izmed pisateljev, tudi medvoških. To so posnetki iz literarnega večera leta 2013, ko je v goste povabila Medvoščanko Ireno Velikonja. In ker smo lani brali njen roman Naj počiva v miru, se mi je nekako zgradil večer okrog starejših, staranju, umiranju in smrti. Roman Počivaj v miru je 5. roman Irene Velikonja, vendar prvi za odrasle, nominiran tudi za Kresnika. Roman govori predvsem o hčerah, ki se ob očetovi smrti zberejo v domači hiši. Pridejo na površje ta nekdanja trenja, še iz mladosti, popolnoma so si odtujene. Vsaka je zase prepričana, da vse najboljše ve in zna in da je njena resnica edina prava, ostale jo spodbijajo. Skratka, gre po eni strani tudi za tragiko nekih medosebnih odnosov, vse skupaj pa zapakirano v eno tako humorno noto. Irena Velikonja je dotlej veljala predvsem za mladinsko pisateljico. Za roman Poletje na okenski polici pa je leta 2006 dobila nagrado Večernica za najboljše mladinsko delo tega leta. Gre za eno mlado deklico, staro 15 let, gimnazijko, ki ima predvsem ogromno težav sama s sabo in svojo mamo. Zdaj ni kakšnih resnih problemov v tem romanu, gre za precej neproblematičen roman in za povsem običajno deklico, ampak vedno je tako, da mladostnikom se zdijo njihovi problemi, tudi če so oddaleč videti zelo majhni, največji, in tako je tudi z njo.
Tako je najbrž kar z vsemi. Tudi ob 20. obletnici praznovanja nove stavbe knjižnice na Sotočju je bilo potrebno vsaj omeniti problem, da je prostora, predvsem sedaj ob osamosvojitvi, premalo. Tako da upam, da nam bo recimo v perspektivi 5 let uspelo narediti kakšen prizidek, da bo knjižnica še bolj popolna, še bolj samozadostna, da bi služila vsemu tistemu, kar mogoče danes še manjka. Ob tej priložnosti je izšel tudi knjižni prvenec samostojne knjižnice Medvode, publikacija, ki preko slikovnega gradiva, prispevali so ga Bore Primožič, Matevž Žekler in Fotoklub Škloc, spremlja pot od samih začetkov gradnje nove stavbe do razvoja bralne kulture v Medvodah, pa do utrinkov s prireditev. Naša publikacija je tako oblikovana, da je teža posvečena fotografijam. Posvečena je fotografovemu pogledu na dejavnost knjižnice. Tekst, besedilo je bolj kot ne samo spremno in nas vodi skozi sliko in na ta način poskuša predstaviti, kaj vse se v knjižnici dogaja, kakšen je utrip knjižničnega življenja. In kako je bilo, ko so se knjižničari, knjige in uporabniki, vedno več jih je bilo, predtem gnetli v 2 sobah v prostorih današnje občinske stavbe? Vse delo je bilo pravzaprav treba opraviti ročno, torej s svinčnikom na papir in tudi vse ostale stvari, recimo kot mesečne statistike in tako naprej, vse to je bilo treba delati ročno. Bralci so imeli take kartonaste izkaznice in tja smo vpisovali število knjig, pa datum. Ob tem okroglem jubileju je dr. Ivan Vivod, predsednik gradbenega odbora v času gradnje stavbe, postal častni član knjižnice Medvode. Tudi zaradi osebnega doprinosa k temu, da je nova stavba zrasla na tako izbornem mestu, kajti naročeno mu je bilo, naj gre v Medvode in poišče nek prizidek za neko novo knjižnico. Neko pa ne more biti prizidka. Če mi hočemo imeti oštarijo, naredimo oštarijo, trgovino, knjižnica pa tudi ima pravico do nekega svojega prostora. Knjižnica je skozi leta postajala razstavljalnica medvoške umetnosti. Na stotine slik je govorilo svoje zgodbe in pričalo o svojih avtorjih. To so posnetki iz leta 2013, ko so se predstavile 3 sekcije Kuda zbilje. Likovna sekcija, ki jo je vodila Renata Grmovšek, je to leto spoznavala akvarel in modernistične sloge. V študijski sekciji, ki jo je vodil Peter Gaber, so kombinirali tihožitja in raziskovali jesensko krajino ter se lotili abstrahiranja. V grafični sekciji pod vodstvom prav tako Medvoščanke Andreje Eržen pa so raziskovali jedkanico in lesoris ter predstavili še otroško likovno šolo. Jaz zelo rada delam z mladimi, neobremenjenost. To je tista največja prednost, ki jo imajo mladi. Vsi 3 mentorji, vsi akademski slikarji so se v Medvoški knjižnici večkrat predstavili tudi s samostojnimi razstavami in tudi njihovi varovanci. Še en medvoški, tokrat ljubiteljski slikar Mirko Mihovec se je tega leta, torej leta 2013, predstavil javnosti v Medvoški knjižnici. Pa ne s svojimi, tudi večkrat nagrajenimi likovnimi deli, ampak s skulpturami iz lesa. Čeprav je bila to njegova prva tovrstna predstavitev, pa je pozornost gladko preusmeril na njemu ljubega pesnika Simona Jenka. Z argumentom, da ga v Medvodah premalo poznamo, čeprav se je rodil le 2 kilometra izza občinske meje. Zato sem šel posebej za to razstavo delati po stari sliki Simona Jenka, ki ga bom tudi podaril knjižnici, pa sliko tudi. Držal se je vseh zapovedi, tako da je njegovo delo ekvivalent portretirancu. Torej, avtor išče ekvivalentnost svojim upodobljencem v formi lesa, hkrati pa mislim, da se skozi to obrazno profilacijo nekako poglablja tudi v portretirančevo notranjost, ki mu jo nedvomno pomagajo razkriti tudi vsa vedenja o Simonu Jenku. Predstavljena so bila Mihovčeva slogovno raznolika dela, saj so nastajala skozi daljše obdobje, zadnja že močno stilizirana. Vendar tisto stilizacijo, ki ima svoj pomen, svojo globjo sporočilnost, celo svojo simbolno pomenskost. Izmed razstavljenih skulptur je Šajnova izpostavila predvsem upodobitev stilizirane sohe svetega Florijana.
Avtor sam pa kot najboljšo na podoben način upodobljen lik Jakoba Aljaža. Kaj je najboljše? Najboljše je tisto, da sem na koncu najbolj zadovoljen. To je zame najboljše. Poezija s sladoledom, to je bil naslov zaključne prireditve projekta Medvoške založbe Malinc, španske bralne značke za prve bralce Leo Leo. V projektu so to leto, posnetki so iz leta 2014, sodelovali otroci vrtca Medvode in prve triade osnovne šole Medvode. Založba Malinc, ki je uspelo to leto v projekt vključiti več kot 20 organizacij in inštitucij in preko 1200 udeležencev, si prizadeva aktivirati mlade za branje in jih vzpodbuditi v medkulturnem povezovanju. Otroci so v tem letu Leo Leo brali 3 knjige. Ena je bila S prstom na luni, to je pesniška zbirka Juana Cruza Grabida. Potem Jona je žalosten, tudi istega avtorja, in Slon ptiče srčni. To je zelo, torej tudi nagrajena knjiga baskovske avtorice Marije Sunlande. In skupaj smo jih prebrali, jaz sem jim povedala po špansko, potem smo jih skupaj prebrali in potem smo popravili še nekaj aktivnosti skupaj, ki so otroke zelo navdušile. In odgovor namestnika španske veleposlanice v Ljubljani, ali bodo tudi v prihodnje podpirali tovrstne projekte? Seveda, kako da ne. Kaj lahko storimo sami, da nam bo v življenju bolje? Kaj je tisto, kar nas prizadene? Kako se temu zoperstaviti? Kako vzpostaviti stik s samim seboj? Kako doseči notranji mir? Kako do pozitivne samopodobe? Kaj nas osrečuje? To so bila vprašanja, ki jih je avtorica knjige Sence ostanejo z nami, psihologinja in terapevtka Vera Nuhijev Galičič iz Dragočane, zastavila na srečanju v knjižnici Medvode leta 2014 in skupaj z obiskovalci iskala odgovore nanje. To je na kratko tudi vsebina prvega dela njenega prvenca, drugi del pa sestavljajo življenjske zgodbe oziroma konkretni problemi in napotki za splošno rabo. Napotki ljudem, kaj lahko naredijo oziroma kaj morajo narediti, da se njihova kakovost življenja izboljša, kako reševati težave, probleme, kako se z njimi soočiti in skratka pozitivno razmišljati. Kot pravi, vsak večer je dobro obračunati z dnevom. Odgovoriti na vprašanje, kaj te je osrečilo in kaj obremenilo. In slednje, kar je v naši moči, tudi popraviti. In še, naj si za pozitivno samopodobo napišemo vsaj 20 dejanj, v katerih smo dobri. Ja, znam dobro kuhati, znam dobro komunicirati, znam biti prijazna z ljudmi, znam imeti rada, pa še in še. Naša občanka Urška Lah je na enem od knjižnih večerov v letu 2014 predstavila problematiko slepih in slabovidnih otrok in mladine, predvsem draga bralna gradiva v Brajlovi pisavi in pripomočke za branje. Poudarila je, kako pomembno je, da se starši čim hitreje vključijo v strokovno obravnavo otroka, da se ta nauči orientacije, opismenjevanja in branja v Brajlovi pisavi. Najprej pa v roke vzamejo tipanke, tipne slikanice. To so tiste vrste slikanic, ki jih otrok lahko potipa, poleg tega se pa že seznanja tudi z pisavo v brajici. To pomeni, da lahko potipa tudi posamezne črke v brajici, te pikice. Čeprav jih od začetka ne razume, ampak kasneje, ko začne enkrat brati, mu je lažje. V knjižnici Medvode so o temi primerno razmišljali tudi o ureditvi kotička za starejše, ki slabše vidijo, in o nakupu povečevalne lupe za lažje branje. Leta 2014 smo se v knjižnici Medvode dvakrat seznanjali z največjim zlom, vojno. Pisateljica, urednica, redaktorica in lektorica Marjeta Žebovec iz Smlednika je predstavila 4 knjige, ki jih je izdala v samozaložbi. Poezijo na temo Prva svetovna vojna je zbrala v delu z naslovom V vojni krajini. Kratke črtice, v katerih so pisatelji ubesedili svoje doživljanje vojne, je zbrala pod naslovom Zlo, ki se mu reče vojna. Njihova dramska dela pa v zbirki Vojaki, družine in begunci. Ob tem pa je izpostavila črtico Frana Seleškega Finžgarja, župnika v Sori v času Prve svetovne vojne, z naslovom Golobova njiva. Ki pripoveduje o tem, kako so vojaki na poti na fronto prišli v vas
in zahtevali toliko in toliko prostora zase, za konje, za vozove in konec koncev povzročili kar precej škode v vasi, materialne in moralne. V delu Bojevniki pa je Žebovčeva zbrala še spomine preživelih borcev po prvi svetovni vojni. Svoje otroške spomine, spomine na drugo svetovno vojno in povojne spomine pa je tega leta v knjižnici Medvode predstavil tudi Franc Sever Franta, partizan, letalec, pisatelj in gospodarstvenik, med drugim pred upokojitvijo tudi direktor Inex Adria Airways. Skoraj 500 strani obsega njegovo avtobiografsko delo z naslovom Trenutki odločitve. Namen dela pa povedati, kaj je doživel za svojo družino in za vse padle soborce. Vse mislim, da sabo nosi eno pripoved, resnično pripoved bitke našega naroda. No, ob tem pa tudi sem poskušal jasno stvar tudi sebe predstaviti, kako sem to doživljal, kako sem preko te vojne, 4-letne vojne šel, in to je bila, mislim, glavna stvar. Njegovo predhodnje delo Past na planini Menini, v kateri je opisal, kako je kot najmlajši komandant partizanske vojske iz nemškega obroča rešil 500 partizanov, pa je podlaga scenarija za partizanski film iz leta 2019 z naslovom Preboj, v glavni vlogi pa Domen Valič. To pa so posnetki iz prvega domoznanskega večera, ki ga je vodila knjižničarka Tatjana Mavrič. In kaj je domoznanstvo? Je veda, ki je nekako med zgodovino, etnologijo in geografijo, ni pa nič od tega. To je zanimanje za domači kraj, za domače okolje, za vsa področja vedenja in ustvarjanja v lokalnem okolju. V uvodu domoznanske večere pa smo v knjižnici Medvode zabeležili že dobre 3 leta prej. S projektom Sledi barve, sledi časa. Šlo je za odziv 3 avtoric Društva za ustno zgodovino, Emine Đukić, Nataše Pust in Andreje Burja-Čerin, ob slovesu od poslovne zgradbe Kolor. Predstavile so kratek film in vtise tistih, ki so nekdaj ali pa so še vedno delali v Kolorju. Gre za prepletanje fotografskih podob z besedili, s citati intervjuvancev, bivših pa sedanjih zaposlenih v podjetju Kolor. Sem rekel, bom pa napisal. In ko sem prebiral tista vprašanja, sem sedel ob računalniku, se povrnil nazaj v tista leta, ki so bila izredno bogata in bi rekel tako po domače padel noter. Vsekakor je to največja škoda, da je taka firma, ki je imela najboljši, bi rekel, razvojni potencial, tako žalostno končala. Nekdanji direktor Kolorja Matjaž Hafner je projekt pospremil z besedami. S tem smo pravzaprav rešili Kolorjev pogreb. V pogledu v lokalno preteklost kraja pa je na prvem domoznanskem večeru pripravil ljubiteljski zgodovinar, domačin Vladimir Bertoncelj, ki meni, da domačega kraja ne cenimo dovolj in še, da imamo zlato že samo zato, ker živimo med vodami. Morali bi pa k temu posvetiti večjo pozornost, že sami kraj se imenuje, omenjuje vodo in to je nedvomno že prava blagovna znamka. Delčeki iz bogate zbirke, predvsem stare razglednice in fotografije mostov, ki je bila dostopna tudi na spletni strani kulturne dediščine Medvod, pa je predstavil že večkrat omenjeni fotograf Bore Primožič, zbiratelj starih razglednic, fotografij, dokumentarnega gradiva, magnetogramov, skratka. Imam vse imam reke, gradove, ne vem, ni da ni. Jaz, kar je v Medvodah zanimivega, zbiram. Bore Primožič je tudi mentor fotosekcije Kuda Fofite, slednja pa je pogosto razstavljavka v medvoški knjižnici. To pa so posnetki iz leta 2014, ko so na ogled dali črno-bele fotografije narave in predstavili in izvedli fotografiranje na star klasični analogni fotoaparat Mentor in v temnici nato tudi izdelali fotografijo. In razlika med analogno in digitalno fotografijo? Tak fotoaparat, telefon, ima magic button, in če ti pritisneš, imaš fotografijo tako, ki jo aparat hoče imeti. Če hočeš pa imeti fotografijo tako, kot bi jo ti rad imel, jo moraš pa narediti.
in potem te fotografije na ogled dati. To so vsa ta leta, posnetki pa so iz leta 2015, naredile še ostale članice fotosekcije, Greta Skvarča, Irena Marsič in več let zapored Irena Krasnik. Slednjo so k fotografiranju pritegnila potovanja, saj je želela domov prinesti spomine. Jaz mislim, da vedno bolj napredujem. Želja po potovanjih me pa še vedno tudi drži. Z vsakega potovanja sem prinesla najmanj 10 filmov, potem pa seveda je bilo tudi nekaj škode. Ni bilo vedno vse v redu. Zdaj pa to ni več, ker lahko tudi malo zbrišeš. Barvita pa je lahko narava tudi čez zimo. Barvita predstava je namreč naslov ene izmed knjig domačina, predavatelja in pisca, scenarista televizijskih oddaj in tudi strokovnjaka za okrasne rastline Matjaža Mastnaka, ki jo je izdal pri založbi Miš. V njej opisuje jesensko-zimski praznični čas, ko pridejo poleg tradicionalne najbolj prodajane božične zvezde do svojega mesta v hiši še nekatere druge rastline. Od nekih okrasnih, bele omele, do bodike, pa do božičnih zvezd in pa do smreke cinjelk, ki smo jih nekako navajeni za božič in novo leto imeti pač doma v stanovanju oziroma hiši. Vladimir Bertoncelj je bil gost na prvem domoznanskem večeru. Njegov mlajši brat, strokovnjak na področju naravoslovja, dr. Julij Bertoncelj, pa na tretjem. Tokrat predstavljeni knjigi Komu izstaviti račun in saga Hiše ob gozdu sta knjigi, v katerih avtor, ki se je rodil leta 1939, opisuje dogodke med drugo svetovno vojno in po njej. Kot pravi, govori o resnici in dogodkih, kakor so se zgodili in da sam o njih ne sodi. V delu saga Hiše na robu gozda se namreč osredotoča predvsem na lastno družino in dogajanje v rojstni hiši v Vašah in njeni okolici. Skozi samo predstavitev pa nam je avtor sporočal predvsem, da je komunizem kriv za vse, kar se v Sloveniji dogaja še danes. Ja, to so knjige, ki povedo vsakemu izmed nas tisto, kar bi moral vedeti. To so knjige o naši resnici, o naši polpreteklosti, kjer mi iz teh knjig črpamo tudi sedanjost in prihodnost. Ljudje berejo in ne morejo verjeti, da se je kaj takega dogajalo v preteklosti. Kajti jaz sem napisal popolnoma samostojno, svobodno, avtentično, tako kot sem doživljal kot otrok in tudi kasneje, ko sem dozorel. Kaj pa tisti, ki so omenjeni v sagi na robu gozda? Nihče se ni oglasil, čakam jih, pričakujem jih, vabim jih, o njih razmišljam, vem, da jim je hudo, vem, da me iščejo, mislim, da bo prišel čas, ko me bodo poiskali in bojo rekli, tukaj sem, rad bi se s teboj srečal in s teboj tudi pogovarjal. Pogrešam mojo sestro, pogrešam mojega brata. V tem letu, torej v letu 2016, so bili v knjižnici v Medvodah še 3 domoznanski večeri. Darko Cafuta je predstavil svojo knjigo Zgodovina Goričanske papirnice. Viki Grošelj pa je bil gost kar 2-krat. Med drugim je predstavil tudi svojo knjigo 40 let mojih soočanj s Himalajo. Če pa sorodnika vendarle stopita skupaj, pa dobimo razstavo z naslovom Bratranca. Gre za timsko delo 2 bratrancev po krvi in po ustvarjanju. Predstavila sta se Dušan Karmel s prvo samostojno razstavo fotografij in pisatelj Gregor Rozman s svojimi proznimi, delno že pesniškimi odzivi na fotografije. Razstava ni imela ene same tematske podobe, saj je Karmel sledil Rozmanovi želji. Da bi dal čim bolj različne fotografije, da bi bil nek vulkan čustev, da bi to ven udarali. V bistvu nam je kar dobro uspel. Vsak stavek je odziv na občutke, ki sem jih dobil ob opazovanju neke fotografije in sem potem te občutke na literaren način izrazil v leposlovje. Tako da v bistvu je zadeva dosti hitro nastala, ker jaz sem človek navdiha. In ja, izrek, da slika pove več kot 1000 besed, je dobil nov pomen. 1000 besed ustvari novo fotografijo, to se pravi novo zgodbo, nov pogled, novo črtico. Glede na to, da sta oba bratranca vešča obeh veščin, torej fotografiranja, kot tudi rokovanja z besedo, je v zraku obvisela ideja. Kaj pa, če prihodnjič vloge obrneta?
Tudi letos se hitro obrne. Občina Medvode je sprva prav v knjižnici Medvode praznovala svoj občinski praznik. Leta 2016 pa je na ta dan prav tu razstavljal edini Slovenec Pulitzerjevo nagrado, fotograf Srdžan Živulović iz Studenčic, za prijatelje tudi Žiga ali pa Bobo po njegovi fotografski agenciji. Domoljubno zemljemerska razstava, kot jo je sam poimenoval, je bila izbor iz njegovega širokega fotografskega opusa, torej fotografije, ki so nastale bodisi v službene namene ali pa v prostem času, kar pa je v njegovem primeru težko ločiti, saj je fotografija del in način njegovega življenja. To je bila sicer nasploh njegova prva razstava. Končno moja prva in vesel. Oktobra leta 2015, ko je fotografiral begunce z okolice Brežic, je nastala fotografija, ki jo je agencija Reuters, za katero Živulović dela že 25 let, umestila v serijo prizorov z balkanske migrantske poti. Za to fotografijo je prejel Pulitzerjevo nagrado. Čeprav nagrade pobirajo žalostne fotografije, pa je bil tokratni izbor pripravljen iz drugačnih vzgibov. Moram reči, da je bilo edino vodilo lepa fotografija, vesela fotografija, taka, kot bi rekel, malo navdihujoča. Dobra fotografija je zanj tista, narejena s srcem. Razvoj tehnike pa omogoča, da je njihova kvaliteta čedalje boljša. Edina stvar, ki me skrbi, je to, da bodo mlajši rodovi ostali brez svoje dokumentacije, ker je vse na telefonih. Nasvet torej, spravite fotografije na papir. Vsaj enkrat na leto knjižnica Medvode postane razstavišče ustvarjalnosti, skupine ročnih del in ustvarjalnih delavnic Društvo upokojencev Medvode. V društvenih prostorih se zbirajo prav vsak torek in to vse od leta 1981. Začeli smo s tem namenom, da bi obdržali, oživeli našo slovensko ljudsko umetnost, in smo začeli s pletenjem, kvačkanjem, vezenjem. Tokratna razstava iz leta 2016, ko je društvo praznovalo 65 let delovanja, je nosila naslov Nekaj starega, nekaj novega. Nekaj novega, kar so upokojenke ustvarile, predvsem spletle tisto zimo, in nekaj starega. Tujemo in cenimo ročna dela tudi naših babic in naših prababic, ker od njih smo se učile pravzaprav, ne? In smo rekli, doma imamo spravljenega veliko njihovih ročnih del, zakaj ne bi to pokazali. To so dragocenosti, 100 let stare, mogoče še več. Ne? Obe, tako Gabrova kot Tratarjeva, sta dobitnici plakete občine Medvode. Akcijo Najpoletavci poletni bralci je knjižnica Medvode v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana in številnimi sponzorji, tudi medvoškimi, prvič izvedla že leta 2012. Cilj projekta pa je privabiti otroke stare od 9 do 12 let k pogostejšemu branju, da bi se v branje poglobili vsaj pol ure dnevno, tudi med počitnicami. Da lahko berejo karkoli, knjigice, revije, recepte, članke, kar jim paše. Leta 2016 pa so se poletavcem pridružili še najpoletavci, stari od 13 do 16 let, ki morajo med počitnicami prebrati vsaj 3 knjige. Tega leta, ko jih je na zaključni prireditvi obiskal komik, prevajalec in pisatelj Boštjan Gorenc Pižama, je bilo teh drugih 9. Vsega skupaj pa kar 85. Cilji so se uresničili, se pravi, da sodeluje čim več otrok, da so zadovoljni, da uživajo in da berejo, in to je uspešno upravljeno. Leto kasneje pa se jim je na zaključni prireditvi pridružil reper Trkaj. Ogromno, pa če se ogromno berem, različne stvari gledam, pa crkam ali iz življenja, ali iz knjig, ali iz pesmi, ali iz filmov. Jaz sem tako en velik radar za informacije pa inspiracijo. In bodočnost knjige? Da bi lahko kakšne knjige, tako da bi lahko not potovali. Wow, da bi potovalo knjige. In v katero bi šla, v Harry Potterja? Ja, verjetno res. Ok, superca. Evo, kaj pa ti? Jaz pa... Prva samostojna razstava šele sedaj, leta 2017. Ja, ker je šele sedaj zbral toliko poguma. 10 let je bil star, ko je dobil prvi fotoaparat, analognega Zenita. Do odhoda v vojsko je bil njegov zvesti spremljevalec, potem pa
ja nekaj drugih obveznosti. Z ustanovitvijo fotosekcije Kuda Fofite pa ponovno, tokrat pod mentorstvom Boreta Primožiča. Kako videti luč, kompozicijo, narediti dober izrez, portret, makroposnetek ali gledališko fotografijo. Ko to obvladaš, imaš prvo samostojno razstavo. Medvoščan Matevž Jekler jo je poimenoval Od doma do doma po Sloveniji. Rdeča nit tega je, da sem s prvo fotografijo začel doma na balkonu in potem po okoliških hribih, po katerih smo hodili, ne samo hribih, tudi poljih in krajih, s katerimi smo hodili in s fotosekcijo in s kolegi in s svojo družino. Ja, imate prav, fotografije nekaj sto. Izbral sem res tiste, ki so mi nekako najbolj všečne. In najljubša? Venka na Radenskem polju je narečica, če se ne motim, no, ampak ta je dost simpatična mi. Po drugi strani so mi pa nekako vse dosti ljube, ker sem jih izbral. Še večkrat kot sam je dal svoje fotografije na ogled skupaj z ostalimi člani fotosekcije. Da diagnoza rak še ni diagnoza smrt, je bilo temeljno sporočilo prvega in tudi zadnjega iz načrtovanih pogovorov med vodami, ki bi ga lahko zlahka uvrstili tudi med domoznanske večere. Pogovor je vodil župan Nejc Smole, pred leti tudi novinar na televiziji Medvode, ki pravi, da si je že od nekdaj želel na pogovoru gostiti ljudi s težo, ki svojimi pričevanji ali svojim načinom razmišljanja zaznamujejo. Ali zaznamujejo prostor, v katerem živijo in širši slovenski, ali pa svojo intimno zgodbo mogoče nas opozarjajo na tisto, kar prevečkrat pozabljamo. Tokratne gostje so bile predstavnice Združenja Evropa Dona. Najbrž tega pogovora danes ne bi bilo, če ne bi se 10 dni nazaj zgodilo ovijanje dreves v pletenine in s tem opozarjanje na rožnati oktober. Na pogovoru sta sodelovali tudi 2 mladi ozdravljeni skorajda domačinki, ki sta predstavili svoje soočenje z diagnozo rak, občutke in potek zdravljenja in oporo združenja. Ko vidiš recimo ženske, ki so zbolele pred 5, 10, 20 leti, še vedno živijo, so polne življenja in so res potem motivacija za naprej, da s tem, ko si zbolel, ko si dobil diagnozo, se življenje ni ustavilo. Iz napak se učimo in to bi moralo veljati za celotno družbo, je bila uvodna misel patra Karla Gržana, magistra teologije in doktorja znanosti z področja literarnih del, med drugim tudi ustanovitelja Dom Pjerinove komune pri nas. Tokratno dobro obiskano predavanje v knjižnici Medvode je temeljilo predvsem na njegovih 2 zadnjih delih z naslovom Vstanimo v suženjstvo zakleti in v luči 500-letnice reformacije delo z naslovom 95 tez pribitih na vrata za osvoboditev od zajedalskega rematizma. Razlikovati bi morali med pomenom ekonomije, kar pomeni skrb za dom, skrb za slehernika in opraviti s rematizmom, ki se zgolj izdaja za ekonomijo. Je pa dejansko koncept, ko večina ljudi v bolj ali manj suženjskih razmerah služi interesu izbranih posameznikov. Danes 8 ljudi poseduje toliko kapitala kot revnejša polovica človeštva. Če to ni pokazatelj, da na tem modrem svetu moder samo ocean, ne pa človeštvo, potem mislim, da res večjega znamenja ne bi mogli imeti. Rematizem bo, tako napoveduje Gržan, to napetost, ki jo ustvarja, želel sprostiti v medsebojnem boju in poboju in rešitev. Tiste, ki nam ta koncept posreduje kot edino možno rešitev ekonomije, ki pa to ni, ker to je edina možna rešitev rematizma, bo potrebno izsmejati, ironizirati se tem, bi rekel, ki nas hočejo omamljati za to pridnostjo v služenju rematizmu, dejansko jih bo potrebno postaviti v posmeh. Knjižnica Medvode reče vedno da, tako je povabljena, da sodeluje v skupnih akcijah. Bodi si v tednu vseživljenjskega učenja, ki ga koordinira Agata Trojar, nagrajenka Javnega sklada Republike Slovenije, tudi za svoje literarno udejstvovanje predstavljeno v Medvoški knjižnici, bodi si na Medvoškem kulturnem festivalu, ki gresta zadnji 2 leti z roko v roki. Posnetki so iz leta 2018, ko je knjižnica Medvode med drugim pripravila delavnico informacijskega opismenjevanja. Smo predstavili virtualno knjižnico, po novem imenovano Kobis Plus, včasih se je imenovala to Kobis Opak, in pa portal Biblos. To je pa prvi
slovenski portal za izposojo elektronskih knjig v slovenskem jeziku. V sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem pa so v knjižnici Medvode pripravili tudi delavnico lepopisja. Včasih ni bilo pomembno le, kaj slovnično pravilno napišeš, ampak tudi kako napišeš. Zdi se nam, da vedno manj otrok zna lepo pisati, pa tudi starejši pogrešajo ta način, da se lahko izražajo. Ker na nek način, da si vzameš čas, se poglobiš, pišeš res roka, možgani, to te na nek način prav pomerja. Dejansko je obdobje, ko smo bili fantje v vojski, takrat smo največ pisali. Slovenski šolski muzej vodi dr. Stanko Okoliš, med drugim tudi nekdanji predsednik sveta javnega zavoda Knjižnica Medvode, ki je tega leta pripravil tudi enega od domoznanskih večerov in predstavil listino iz leta 1118, ki govori o življenju v krajih pod Šmarno goro. Do konca leta 2018 se je v Knjižnici Medvode zvrstilo kar 13 domoznanskih večerov. Med drugim je Dušica Kunaver spregovorila o ljudskih šegah in običajih v naših krajih, Mitja Dušak je predstavil zgodovino hidroelektrarne Medvode, Jure Galičič zbirko digitaliziranih fotografij v Knjižnici Medvode in Andreja Eržen zbirko likovnih del, ki krasijo knjižnico. Domačin slikar Zoran Lesjak, sicer predsednik enega najmlajših kulturnih društev v občini Medvode, Društva veselih umetnikov, v medvoški knjižnici svojih del leta 2018 ni razstavljal prvič in tudi atrij ni prvič spremenil v razstavni prostor. Tu je razstavljal že leta 1999 in leta 2008, ko so bile smrekice v njem še bistveno nižje kot tokrat. Prvič pa je na ogled postavil dela, ki botrujejo vremenskim razmeram in niso bila na ogled le en večer. V preteklosti si je namesto platne že večkrat izbral različne podlage, kot sta na primer les in pločevina. Da je nanje lažje nalepil različne predmete ali nanesel številne barvne nanose. Tokrat pa je že samo ime razstave, Plastik Fantastik, povedalo, da je platno spet nadomestil z nečem drugim. Tokrat plastičnimi ploščami. Dejstvo je, da te barve ne bi bile to kvalitetne, da bi zdržale to UV svetlobo. Zdaj podlage so tudi v bistvu plastične, tako da jim dež pa dobro snega ne bo, ampak vročina, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Njegov kolega, prav tako naš občan Gregor Nartnik, scenograf in kipar, ugotavlja sledeče, da Lesjaka zanima le svoboda ustvarjanja. Bolj kot pa neka pravila ali pa teoretske dogme ali pa neki sodobni trendi, kakršnikoli so, ostaja zvest sebi, svojim raziskovanjem. Pa če sem raziskoval te neke zelo take lazurne nanose, pa te v bistvu te pikselacije, kako bi rekel, te pike, kako to deluje med sabo, kako... In jaz mislim pač, da zdaj se že toliko časa ukvarjam s tem, da bi končno mogli biti kakšni rezultati, Rezultate svojega šolskega leta pa že vrsto let, to pa so posnetki iz leta 2018, predstavijo tudi učenci osnovne šole Medvode, ki obiskujejo bodisi neobvezen izbirni predmet umetnost, bodisi obvezna izbirna predmeta likovno snovanje 1 in 2. Tokratna razstava je nosila ime Čarobni svet barv in oblik. Na nek način ustvarjamo kar po nekem programu, malce si ga prilagodimo. V bistvu naslov te razstave pove svoje. Barve in oblike so tiste, ki so na prvem mestu. Zanimanje za likovno ustvarjanje pa med učenci ne upada. Mislim, da učenci potrebujejo res nek predmet, kjer se malce tudi sprostijo in izražajo sami sebe prek likovnih izdelkov. Med njimi je tudi Alja Šlenc. Tako na splošno bi bilo risanje svinčnikom, ampak v resnici od letos mi je najbolj všeč ta linorez, ki je bilo v bistvu celo mučenje, ampak na koncu je pa zelo lepo ratalo. Od leta 2010 do leta 2013 je za ustvarjalne delavnice v Knjižnici Medvode med poletnimi počitnicami skrbela domačinka Milanija Kozič. Od leta 2014 pa na različne načine otroško radovednost in ustvarjalnost spodbuja Suzana Belak-Pungartnik. Delavnice so namenjene kreativnemu razmišljanju in ustvarjanju izdelkov za okras in rabo. Posnetki so iz leta 2018. Jaz imam rada pač spremembe in sem tudi za otroke pripravila drugače. Letos smo bolj na
zeliščih, spoznavamo zelišča, nekaj vidim, da jih že poznajo, pa rastline sadimo. In to v umetelno okrašene lončke. Ta dan solato. Tega leta, torej leta 2018, so se obletnici primerno z gledališko-stripovskim performansom Cankar strip s pižamo, rozo in gombačem zaključile 3 bralne akcije, ki so oziroma potekajo pod okriljem Medvoške knjižnice. In zakaj Cankar strip? Ker je mlajšim najbolj zaradi vizualne podobe bližji. Jih malo na limanice ujamemo, ne rečemo, strip, to bo pa fino, Cankar, pa si Cankar sploh ni toliko slab, ne. Pa nazaj k bralnim akcijam. Bralna srečanja za mlade z naslovom Potovanje po svetu, ki jih je vodila gimnazijka Anja Velikonja. Sedaj že tradicionalni knjižni večeri s promotorko branja Tilko Jamnik in projekt Beremo na Sotočju oziroma bralna značka za odrasle. Prav temu slednjemu projektu, začetemu pred 5 leti, je bilo tokrat namenjeno največ pozornosti. Bralcem so namreč podelili priznanja. Njihovo število sicer še ni preseglo 20, ampak je pa lepo, da vsi, ki so začeli, so tudi zaključili, kar se v prejšnjih letih ni zgodilo. Letos se pa lahko s tem pohvalimo. Tisto pa, kar veseli, je, da po kratkemu trendu upadanja branja, ne le pri nas, ampak v celi Sloveniji, pri nas sledi. Mi pa se zdaj v letošnjem letu spet lahko pohvalimo z dvigom, kar je nenavadno za slovenski prostor. In kako do priznanja? Od konca oktobra do sredine maja morajo polnoletni bralci prebrati 5 knjig, katerekoli zvrsti seznama, na katerem je bilo to leto 80 knjig, in za nalogo napisati kakšno misel o prebranem delu. Letos sem bral te medvoške avtorje, čisto slučajno izberem eno knjigo in skozi opis zasledim, da se to v bistvu dejansko v Medvodah dogaja, in potem sem pogledal literaturo in res letos je bila tema zame ti medvoški avtorji. Na tokratnem zaključku bralnih srečanj so še prav posebno pozornost namenili tudi naši občanki, mladinski pisateljici, pesnici in profesorici Cvetki Sokolov, sicer življenjski sopotnici Matjaža Mastnaka. Je avtorica številnih knjižic in slikanic, pesmi in ugank v revijah Ciciban in Cicido ter scenarijev za otroške televizijske oddaje. Sporočilo njenih del, da je svet v svojem bistvu vendarle dober. Kave so za vse generacije, tudi za majhne otroke, in jih ne smemo podcenjevati, tako da tudi o tem pišem, ampak sporočilo je vedno, da lahko računajo na podporo nas odraslih in da se bodo problemi razrešili. Vodilo je tudi preprost slog, iskrenost mene kot avtorice besedila, da pišemo temu, kar verjamem, da se ne sprenevedam. Knjižnica na Sotočju je prostor, kjer smo tudi v zadnjih 10 letih preko knjig, razstav, potopisnih predavanj, filmov, pogovorov šli preko meja domišljije, pa seveda tudi preko meja občine in države. Največkrat nas je v tuje kraje z izpovednimi fotografijami in seveda s čudovitimi opisi spoznanj in občutkov na poti odpeljal domačin, popotnik in avtor številnih potopisnih vodnikov Janez Mihovec z ladje. To so posnetki z družinskega popotovanja po Ferskih otokih in Islandiji leta 2009. Včasih pa so tuji kraji prišli v knjižnico Medvode tudi na drugačen način. Eden takih je Bolgarski večer leta 2018. Še prej poleti leta 2016 pa sta kar 2 predsednika. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Bolgarije Rozen Plevneljev pred knjižnico Medvode odkrila klop miru in prijateljstva med narodoma. To mesto so izbrali zaradi največje bolgarske pesnice Elizavete Bagrajana, saj se je velik del svojega časa, ki ga je med letoma 1932 in 1940 preživljala v Sloveniji, zadrževala prav pri nas, v Vikrčah pod Šmarno goro, pri družini umetnostnega zgodovinarja, diplomata, pisatelja, kritika in prevajalca Izidorja Cankarja. Napisala je celo cikel sonetov Slovenski večeri. Slabi 2 leti kasneje pa sta župan občine Medvode Nejc Smole in veleposlanik Bolgarije v Sloveniji Dimitar Abadijev ob 120. obletnici njenega rojstva potrdila pomen tega dogodka ob informativni tabli o Bagrajani, ki po novem stoji ob klopi miru in prijateljstva. Bagrajana je umrla leta 1991, stara skoraj 100 let.
Elizaveta Bagarjana nas je naučila, da so Medvode bile prostor druženja inteligence, da so bile prostor, ki je odmeval ne samo mikrolokalno, ne samo na državnem nivoju, ampak konec koncev tudi v tisti intelektualni eliti tedanje moderne. Tako da jaz bi rekel, da nam tudi ta klopca po eni strani nas poučuje, po drugi strani nam pa daje eno samozavest, ki nam je kot Medvoščanom včasih malo manjka. Da tako Slovenci kot Bolgari več vemo o Elizaveti Bagrajani, je zaslužen dr. Ljudmil Dimitrov. Menda je dejala, da je Slovenija njena zadnja ljubezen. Celo je prišlo do tega, da so jo v Bolgariji klicali Slovenka. Uradni del bolgarskega večera sta zaključila zakonca kuhar. Ona kot Bolgarka s svojim videnjem navad in običajev Slovencev, on kot Slovenec in bolgarski zet s svojim doživljanjem in videnjem Bolgarov in Bolgarije in z nasvetom za popotnike. Ko Bolgari rečejo, da bodo naredili nekaj tazga, ko bodo pa rekli ne, bodo pa rekli tako. Se pravi ne ali pa da. Pregled pa zaključujemo z eno zadnjih akcij knjižnice Medvode, s katero se je leta 2018 vključila tudi v Evropski teden mobilnosti, knjigo Fer. Ker so v okolici ljudje, ki bi radi brali, pa v knjižnico zaradi različnih razlogov ne morejo, so začeli novo storitev, brezplačno dostavo knjige na dom. Potreben je bil le en sam klic. Šlo je za enoletni projekt v upanju, da bo v tem času vendarle sprejet zakon o trajnostni oskrbi in vanj vključena tudi ta storitev. Da ljudem, ki se jim že na nek način usihajo določene življenjske zmožnosti, predvsem fizične, ampak želijo pa ohranjati svojo vitalnost, torej v tem metalnem smislu, želijo brati, da mi omogočimo tako, da jim tisto, kar oni želijo, prenesemo na dom, ampak to ni vse. Mi se s temi ljudmi želimo tudi pogovoriti in pomagati, to se pravi, gre na nek način za neko širšo dimenzijo našega osnovnega poslanstva. Občina Medvode je knjižnici Medvode v souporabo ponudila električni avtomobil, televizija Medvode pa je pospremila knjižničarko Tatjano na obisku pri uporabnicah teh storitev. Med drugim zvesto bralko Marlizo na Spodnji Senici. Pravkar ste prejeli en kup novega branja. Povejte, kako vam prav pride tale storitev? Zelo, ker ravno kar imam roko zlomljeno in ne morem avto voziti in ne morem niti do Medvod priti in sem res vesela. Ja. In kakšne knjige običajno preberate? Običajno take hribovske, a ne, potovanja, tudi kakšno tako, recimo politično, ne, novejšo, starejšo. Občina Medvode je tega leta, torej leta 2018, pridobila laskevi naziv Branju prijazna občina.